Živijo. Ali tudi ti se sprašuješ, kaj se dogaja okrog nas, kaj za vraga se dogaja? A se sprašuješ, odkje vse te resnice, odkje to vse znanje, ali je laž, ali je resnica, ali je to vse res, kaj pa če je vse res, oh my god, kaj se dogaja? No, če se to sprašuješ, nisi edini in dobrodošel, ker si spremenjevalec svojega življenja na boljše. Sem Mojca Kokel-Imširović in sem coachinja, sem mamica 2 otrok, podjetnica z družinskega podjetja. Sem tudi pisateljica, napisala sem 2 knjigi in pa pomagam. To mi je najbolj važna stvar, pomagam ljudem, ki si želijo pomoči, ki želijo spremeniti svoje življenje na boljše. Zakaj sem začela danes ta video? Zato, ker so me spraševali, sem dobila vprašanje, Mojca, kaj ti narediš, da ne padeš dol? Ja, tudi mene včasih novice, ki se dogajajo danes, mi niso prijetne, katere, ko mogoče dobim, se veste, tisti algoritem Facebooka in vseh teh socialnih omrežij dejansko vedo, kaj delajo in kako ti algoritmi delajo, da ti še več pokažejo tiste vsebine in to je lahko res en tak programerski kaos. In ja, dobiš takšne in drugačne novice in niso prijetne. In spomnim se vedno govora, ko rečejo ugly truth, se pravi resnica ni nikoli pač lepa, je lepa, ampak ponovadi, ko zveš, ko si rečeš, oh my god, to je bila resnica, ponovadi je bila boleča, tako rečem lahko, boleča, ja. In tudi boleča je to spoznanje, ko pogruntaš, ko sem napisala v prejšnjem blogu na moji strani, ki imam bloge na mojcakokelimširović.com. In tam sem tudi opisala, kako poteka to prebujanje naše, kako poteka iz naše gosenice, da pridemo v metulja. Ker točno to si. Ti misliš, da si zdaj gosenica in da gosenica je to tvoje pač življenje in vse, kar si se naučil v tem sistemu, vse, kar so te naučili, vse, kar si pridobil znanje in informacije kot en prazen kontejner, ko si se rodil, si zdaj to vse nametal noter, kaj je tvoje in kaj ni tvoje in od vseh generacij in od svojih prednikov. Glavno, vse to se je nametalo. In ti si poln vsega. In to je gosenica. Gosenica ne ve, da lahko leti, gosenica ne ve, da je lahko drugačna. In potem enkrat pride v kokon, ko je pač čas, tako kot pri nas, ko je čas za nas, za naše dobro, vzvemo vse pravočasno in takrat recimo se damo v kokon. Pogruntamo največkrat, tudi sama lahko potrdim, to je bilo zaradi bolezni. Ko ugotoviš, da mogoče pa življenje glih ni to, ko so nam učili, da je to, a pa so govorili, da je to, a pa smo gledali, da je to. Mogoče pa je več od življenja. Mogoče nisem telo, en program, ki delam kot robot, avtopilot, to sem zvedla sama, ko sem prišla do pregorelosti, da enostavno ta pot, ko sem takrat mislila, da je sveta, ampak pač ni bila to. In kar sem danes. In takrat, ko se je to zgodilo, mi ni bilo prijetno. Takrat, ko se mi je to dogajalo, ni bilo prijetno. Zvedela sem bolj na milejše načine te resnice, ki jih zdaj naenkrat cel svet bombardira vseh strani. Zato sem imela vsaj priprav, 5 let mogoče, 4-5 let, da sem to počasi, postopoma spoznavala. In ja, verjamem, da zdaj, ko to vse enkrat butne na tebe, se ti zdi, da se ti rušijo vsi temelji, da je kaos okrog tebe. Ne skrbi, ne boj se. Kaj zdaj moraš narediti? In to je vprašanje bilo, kaj jaz naredim? Jaz se takrat umaknem svoj kokon. Kot gosenica greš svoj kokon in tam se transformacija dogaja, tam se spreminjaš v metulja, je tako. In dam se svoj kokon, kaj to pomeni, umaknem se za hip, odložim vse tehnologije okrog mene, če pa jo že uporabljam kakšne YouTube videe znanih motivatorjev pa govorcev, a pa uporabim za melodijo, grem na YouTube seveda, na ta kanal in si najdem za meditacijo stvari, si najdem za čiščenje čaker, melodije, si najdem frekvence 432 ali pa 528 za zdigovanje svoje vibracije. Evo, to počnem, ko je kaos. Se umaknem vase, svoj retreat grem. In ja, včasih potrebujem 5 minut, da se postavim nazaj na prejšnjo stanje energijsko, včasih potrebujem 1 uro,
kakorkoli je, ne dovolim, da me to zruši. Ne dovolim, da mi zniža energijo, ker točno to je plan tega celega, kaj ne rečem, kaosa, da kot light worker, ne, pa če vem, da sem zdaj pač bitje luči, ljubezni in resnice in da, ja, mi kot bitje luči, ti ne govorimo, kako je vse perfektno, ti ne povemo, kako je vse in ja, blazno, super, ampak povemo tudi po resnici, da včasih pademo, ja, tudi mi pademo in dejansko zaradi tega smo ljudje, je res. Smo ljudje, smo, pač imamo kri in pa meso pod kožo, ne, in smo krvavi in nismo vsemogočni. Tudi če delaš na osebni rasti, tudi če rasteš, tudi če delaš vsakodnevno zjutranjo rutino, tudi če meditiraš, če ti pridejo informacije, ker seveda ja, življenje so spremembe in spremembe se dogajajo, ampak zavedanje tisto je prvi korak. Zavedanje je ključ do spremembe. Ko se ti ene zaveš, ene misli, ki ti tvoj kompas pove, to sem vse povedala v knjigi Podjetniški mehurček, ko ti kompas pove, tvoje čustva so ti kompas in on ti pove, ok, zdaj se pa ne dobro počutim, čekaj, kaj se zdaj z mano dogaja in se vprašaš, kaj se dogaja, lahko se je znižala vibracija ti, lahko da si začel kakšne procese predelovati, kaj si mogo še kakšne vzorce počistiti, da te kjer oseba zmotila, je pač tvoje ogledalo, ti pove, na čem moraš ti sam delati in take stvari, ja, pač pogruntaš, da nekaj se dogaja in takrat si rečem, ok, v redu, spravim sem v procesu, grem pogledat, kaj me ta lekcija uči, kaj se moram naučiti, kaj od tega lahko najbolje odnesem. In na koncu, ko ta proces gre mimo, lahko je to 5 minut, 10, lahko je to pol ure, 1 uro, lahko je 1 teden, včasih je bilo tudi po mesece, ne, zdaj gre to malo hitreje, ko vem kako. Takrat enostavno vidim čisto vsakič, da je bilo z namenom, da je bilo za moje najviše dobro in da sem od tega pač nekaj odnesla. Čisto vsakič. In čisto vsakič ugotovim, da bi lahko bilo še slabše, ampak da sem dobro odnesla. Tako da ja, ko enkrat osebno rasteš, ko pač to je nedogled, to ni nikoli končana naloga, po moje, da ko je končana naloga, gremo gor med angelčke tam, in po moje še takrat ni končana naloga, kitek se pa spet gor spet učimo in se vrnemo nazaj. Tako da, ja, osebno rast, jaz si brez tega življenja več ne predstavljam. Moje življenje je definitivno boljše, odkar sem začela jutranjo rutino delati, z 2017, ja. Tako da, ja, življenje se ti lahko spremeni. Ne dovoliti, da padeš, samo to, ne dovoliti, tudi pa če padeš, si priznaš, ok, zdaj sem pa pal, v redu, moje misli so bile kakšne, ok, dobro, šok, ok, v redu, in greš nazaj v svoj kokon, v svoj retreat. Saj veš, glasbo si prižgeš, eno dobro, moč kakšne kristale daš zraven sebe, poslušaš kakšno dobro pač glasbo, tako sem ti rekla, vibracije, tiste frekvence. Potem bereš kakšno knjigo za osebnostno rast, če pa si slučajno v kakšnem momentu, ko si na sestanku, ko si kje na poti, greš lahko pa v avto, se vsedeš in globoko dihaš. Dihanje, ne. Ljudje smo pozabili dihati, tokrat smo v tempu, da ful plitko dihamo in tudi strokovnjaki, jaz nisem strokovnjak za dihanje, ampak ja, tudi oni pravijo, da dihanje je zelo pomembno in pozabimo globoko dihati skozi trebušno prepono. Tako da ja, dihanje je zelo pomembno takrat. Kaj naredijo še vsi drugi, se tudi jaz ponovadi poskačemo, ne? Če sem recimo kje, pa me res kaj dodela, če moram hitro energijo nazaj dobiti, grem na stranišče, se umaknem, pač na toalete, pač kamorkoli v pisarno se umaknem in naredim 10 poskokov. Veš tistih poskokov. In to se spet, ne, ker dejansko, ko ti spremeniš ali teles, pač telesno, ali miselno, ali pa dejansko prebereš nekaj v smislu s kako knjigo, spremeniš nekaj in ko se ena stvar spremeni, se kaskadno spremeni tudi ta druga. Tako da ja, če tudi ti poskačeš, boš dejansko tudi imel boljšo energijo in ja, takoj si malo bolj fit in vesel, ja, gremo akcija dalje. Tako da ja, to so moji napotki, kako se postaviti nazaj po konci. In ja, pač dejstvo pa je, da resnica bo prišla ven kakorkoli, ne se nič bati,
kot tudi Maja Debevec pravi in vse te knjige, ko so, in jaz bom še enkrat povedala, dokler ni še dobro, ni še konec, ker na koncu je pač vse dobro. Zdaj pa to probi razumeti kakorkoli, ampak na koncu je pač vse dobro. Tako da, očitno ni še konec, marsikaj se bo še očitno dogajalo. Važno pa je samo to, probi ostati v najvišjih možnih vibracijah. In če ne veš, katere vibracije pa kakšne stanje so, si pa poglej en video nazaj od spodaj, ko sem pa dala 14 občutkov karantene, ki dejansko, ja, kako se v bistvu energijsko malo pikico bolje postavite. Evo, to je to. Uživajte, iščite dobre informacije, kaj še delajte. Smejte se, objemajte se, tudi če sami. Povejte si kaj lepega v ogledalo. Bojte hvaležni za vse stvari, ki jih imate v življenju, ker večina ljudi ste med 1% ljudi, ki imajo to vse. Ja, bojte hvaležni, veseli, nasmejte se. Vsako jutro, ko se zbudite, skočite iz postelje, je nov dan, je hvala, ker sem živ in zdrav. In pa šibaj naprej. To je to. Ciao.